V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod z vami. Spoštovani gospod škofijski upravitelj in sobratje duhovniki, spoštovani predsednik Vlade Republike Slovenije, spoštovani predstavniki družbenega in političnega življenja, spoštovani svojci vseh zaprtih in umorjenih iz teharskega taborišča, drage sestre in bratje v Kristusu. Ob jubilejih se naši spomini pomnožijo, bolj vstajajo pred oči podobe, zvoki in čutenja, bolj zori želja po razrešitvi bolečih spominov, po novih urejenih odnosih. Spodobilo bi se, da bi 75. obletnico tragičnih dogodkov obhajali v velikem številu in v spoštljivem vzdušju, v zato urejenem spominskem parku, pa nam ni dano. Park je žal še vedno nedokončan in brez vsebinske razlage in primerne označbe. Nekaj zaradi pandemije in ukrepov preprečevanja širjenja smo zbrani tu, v svetišču na Teharjah, v vzdušju molitve za rajne, za vse, ki jim je bilo tu v bližini ali drugod odvzeto življenje in zavedno porušeni upi svetle prihodnosti po letih morije druge svetovne vojne. A jim ni bilo odvzeto upanje večnosti. Tega ne more vzeti še tak teror in še tako močno sovraštvo in ideologija. Upanje v večnost je močnejše od vsega tega. V tem upanju, v tej njihovi in naši veri v večnost, v Božje plačilo, v njegovo usmiljenje smo prišli sem in v želji, da dosegamo še živeči spravo, dobrohotnost, sodelovanje. V tem duhu vas vse lepo vabim k spremljanju svete maše. Smo tudi mi kdaj grobi, v besedah ali dejanjih, ostri ali nasilni, nepripravljeni za dialog, brez upa sprave in dobrote. Obžalujmo svoje grehe in prosimo odpuščanja zase in za one. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanjih. Mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Slava Bogu na višavah.
Molimo. Samogočni Bog, ti si življenje umrljivih in večna sreča sveti. Prosimo te za tvoje služabnike, reši jih vezi smrti in spremi v svoje kraljestvo ljubezni in miru. Po našem Gospodu Isusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz knjige preroka Izaija. Ko je kralj Ezekija to slišal, si je pretrgal oblačila, se ogrnil v razševino in šel v Gospodovo hišo. Poslal je dvornega oskrbnika Eljakima, pisarja Šebnaja in starešine duhovnikov, ogrnjene v razševino, k Amocovemu sinu, preroku Izaiju. Rekli so mu: tako govori Ezekija, dan stiske, kazni in sramote je ta dan. Otroci so prišli do poroda, ni pa moči, da bi se rodili. Morda je Gospod, tvoj Bog, prisluhnil besedam Rabšakeja, ki ga njegov gospodar, asirski kralj, poslal zasramovat živega Boga in ga bo kaznoval za besede, ki jih je Gospod, tvoj Bog, slišal. Zato vzdigni molitev za ostanek, ki se še najde. Ko so služabniki kralja Ezekija prišli Izaiju, jim je Izaija rekel: tako recite svojemu gospodarju, tako govori Gospod. Ne boj se zaradi besed, ki si jih slišal in so me z njimi sramotili služabniki asirskega kralja. Glej, dal mu bom duha, da bo slišal novico in se vrnil v svojo deželo, njegovi deželi pa ga bom pustil pasti pod mečem. Rabšake se je vrnil in našel asirskega kralja v boju z Libno. Slišal je namreč, da je bil odrinil iz Lahiša. Ko pa je v etiopskem kralju Tirhaku slišal praviti: glej, napotil se je, da bi se bojeval zoper tebe, je poslal odposlance k Ezekiju in rekel: tako povejte Judovemu kralju Ezekiju in recite: naj te ne zavaja tvoj Bog, ki vam zaupaš in praviš: Jeruzalem ne bo dan v roke asirskemu kralju. To je Božja beseda. Gospodova je zemlja in vse, kar jo napolnjuje. On jo je obdal z morji in jo utrdil nad vodami. Kdo pride na Gospodovo goro, kdo stane na njegovem svitem kraju, kdor je čistih rok in čistega srca, kdor ne laže in ne vara.
Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom. Bratje in sestre, mislim namreč, da se trpljenje sedanjega časa ne da primerjati s slavo, ki se bo razodela v nas. Kajti stvarstvo nestrpno hrepeni po razodetju Božjih sinov. Stvarstvo je bilo namreč podvrženo ničevosti, in sicer ne po svoji volji, ampak zaradi njega, ki ga je podvrgel v upanju, da se bo tudi stvarstvo iz suženjstva razpadljivosti rešilo v svobodo slave Božjih otrok. Saj vemo, da celotno stvarstvo vse do zdaj skupno vzdihuje in trpi porodne bolečine. Pa ne samo ono, tudi mi, ki imamo prvine duha, tudi mi vzdihujemo sami v sebi, ko željno pričakujemo posinovljenje, odrešenje svojega telesa. Odrešeni smo bili namreč v upanju. Upanje, ki ga gledamo, pa ni več upanje. Kdo bo namreč upal to, kar že vidi? To je Božja beseda. Pridite k meni vsi, ki se trudite in ste obtaženi, in jaz vas bom poživil, govori Gospod. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Mateju. Gospod bo dal vinograd v najem drugim. Tisti čas je Jezus rekel velikim duhovnikom in starešinam ljudstva: poslušajte drugo priliko. Bil je hišni gospodar, ki je zasadil vinograd, ga obdal z ograjo, izkopal v njem stiskalnico in sezidal stolp, in dal ga je v najem viničarjem ter odpotoval. Ko se je približal čas trgatve, je poslal svoje služabnike k viničarjem, da bi pobrali njegov pridelek. Viničarji pa so njegove služabnike zgrabili in enega pretepli, drugega ubili in spet drugega kamnali. Nato je poslal druge služabnike, več kakor prej, in storili so z njimi prav tako. Nazadnje je poslal k njim svojega sina, rekoč: mojega sina bodo spoštovali.
Ko pa so viničari zagledali sina, so sami pri sebi rekli, ta je dedič, dajmo, ubijmo ga in se polastimo njegove dediščine. Zgrabili so ga, vrgli iz vinograda in ubili. Ko bo torej prišel gospodar vinograda, kaj bo storil s temi viničarji? Rekli so mu, hudobneže bo kruto pokončal, vinograd pa dal v najem drugim viničarjem, ki mu bodo ob svojem času dajali pridelek. Jezus jim je rekel, ali niste brali nikoli v pismih, kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogelni kamen. Gospod je to naredil in čudovito je v naših očeh. Zato vam pravim, vzelo se vam bo Božje kraljestvo in dalo ljudstvu, ki bo obrodilo njegove sadove. Kristusov evangelij. Spoštovani predsednik države, predstavniki svetne oblasti, dragi duhovniški zbor, ministranti, pevci na koru, vsi, ki ustvarjamo to bogoslužje, predvsem pa vsi, ki ste danes kot romarji v tem svetišču in se smemo imenovati bratje in sestre. In to v Kristusu. Letošnje leto je v marsičem vse drugačno, kot smo bili vajeni. Če se ozremo nazaj, se zavemo, da je časovni ustroj odmeril 3/4 stoletja od dogodkov, ko so se v srcih mnogih še vedno zelo živi. Minila pa so tudi 30 letja, ko smo začeli obhajati sveto Evharistijo na krajih, kodar je skušal človek, kakor svetopisemski Kain, zamaskirati in prikriti storjeno zlo svojemu bratu. Zato je zelo na mesto tudi vprašanje Gospodu, kaj nam želi sporočiti s to kugo sodobnega časa, ki smo jo poimenovali COVID-19. To vprašanje si zastavljam tudi zato, ker je vse, kar se dogaja z ukrepi glede koronavirusa, v svoji srčiki zaradi zaščite in ogroženih človeških življenj. Med nami pa se še vedno vnemajo nikoli zaceljene rane, ki so jih povzročale vojne. Te pa nastajajo vedno z namenom, da bi posameznik ali del družbe podjarmil oziroma uničil človeška življenja. Tako znova postaja aktualen vzklik kuge, lakote in vojske, reši nas, o Gospod. V tihih trenutkih pogovora z Gospodom, ko so se mi po glavi porajale številne misli, sem zaslutil smer pravega odgovora, že desetletja zapisanega izpod peresa duhovnika, lazarista, ki je tudi okušal to življenjsko tragedijo in zapore, nazadnje emigriral, Franc Sodja. Takole je zapisal: če bi bil pisatelj, bi mogel napisati roman tako divji, da bi bila najhujša obsodba sodobne zlaganosti. Če bi bil pesnik, bi mogel v imenu vseh, ki so preživeli še strašnejše dni, zakričati v svet, in to himne svetega upora. Če bi bil znanstvenik, bi z dokumenti do dna razgalil podlost pravičnih v navednicah.
ker sem le duhovnik, bi rad z vsemi vernimi molil za tiste, ki trpe in trpinčijo. Mogoče bo prišel čas, ko bomo spoznali, da svet rešuje samotna molitev. To ugotovitev potrebe po samotni molitvi je porojena iz prakse župnikovanja ene od župnij, ki ima na svojem ozemlju rudniške rove, ki so jih zmage, vojne, pijani ljudje napolnili s človeškimi telesi in jih tudi zazidali za 11 pregrad. Z vami bi rad danes podelil preko slišane Božje besede na tem mestu, tukaj ob oltarju, kodar se vsakodnevno opravlja Gospodova daritev. Za trenutek se vrnimo k Božji besedi. V prvem berilu smo slišali prerokovo vabilo in ugotovitev, da vzdignimo molitev za ostanek, ki se še najde ob obdobju stiske, kazni in sramote. In v drugem berilu, da se bo stvarstvo, rešeno suženstva, razpadljivosti rešilo v svobodo Božjih od rok. Odrešeni smo bili namreč v upanju. Pričakujemo to s potrpežljivostjo. V evangeljskem odlomku današnje nedelje med letom, kot že 2 nedelji poprej, nas Jezus poučuje s prilikami o vinogradnikih in danes še prav posebej o hudobnem naklepu po krivični prilastitvi vinograda gospodarjevega sina, ki so ga zgrabili, vrgli z vinograda in ubili. Jezus s temi besedami prilike napoveduje odrešenski načrt, ki se je v polnosti uresničil s smrtjo na križu. Z njim pa nam na tej zemeljski poti jasno pokaže, kaj nam je navkljub vsemu hudemu v odrešenje, mir in spravo. Na križu namreč s prošnjo molitvijo k Očetu Jezus zakliče: Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Te besede s križa so bile množicam izvensodno trpičenih in umorjenih najmočnejša tolažba, kot so zapisali posamezni srečneži, ki so se uspeli rešiti. In na tem mestu razumem tudi Balantičevo pesem, zapisano v slutni smrti. Reci mi, mati, besedo v slovo. Vidiš me zadnjikrat, mene več k tebi ne bo. Pokropi me z blagoslovljeno vodo, da najdem vsaj konec poti. Mati, jaz pojdem duše iskat, mati, tja, kjer jih ni. In na koncu ležim v globini, tiho, v dolini mrzel je večer in pust. Pri meni noč je in mi sveti. Joj, lep je molk s prstjo zasutih ust. Samo v tem krščanskem pojmovanju odpuščanja lahko umestimo nekatere odločitve slovenske cerkve, ko je leta 1977 nadškof dr. Jože Pogačnik na Veliki četrtek, to je bilo 7. aprila, pri krizmeni maši izrekel pomembne besede o spravi in odpuščanju. V imenu vseh tistih kristjanov, ki poslušajo glas svojega pastirja, izjavljam, da odpuščamo vse, kar nas je po človeški krivdi hudega zadelo. Vse, kar se je v imenu krščanskih verskih krivic zgodilo, obsojamo,
kako smo obsojali med vojno in je obsojalo tudi tedanje cerkveno vodstvo. In v imenu krivcev prosimo odpuščanja. Tako je na Veliki četrtek 12. aprila 1990, pred 30 leti torej, nadškof Alojzij Šušter povzel Pogačnikove besede o spravi in odpuščanju in poudaril, da kristjani zavračamo vsako misel na maščevanje, da vsem iskreno odpuščamo, da priznavamo svoj delež krivde in prosimo odpuščanja vse, ki se jim je zgodila krivica. In tudi Slovenska škofovska konferenca istega leta, 13. marca, zapiše: Cerkev se ne boji resnice. Tudi takrat ne, kadar jo resnica obremenjuje. Odkrito priznava svoj delež krivde, a hkrati pričakuje, da bodo vsi drugi pošteno in odkrito priznali svojo krivdo. Podobnih izjav z druge strani še nismo slišali. Prepričan sem, da cerkev med slovenskim ljudstvom je še danes živa in trdna, nedvomno tudi zaradi junaškega trpljenja množic, ki so šli skozi taborišča, zapore, zasliševanja, prisilno delo in smrt. In če so nam letošnje posebne razmere določile, da smo iz kraja strahotnih človeških muk in spominskega parka, kot ga je uvodoma v maši povedal gospod župnik, prestavili to daritev svete maše v svetišče, prosimo na tem kraju Gospoda, da bi tudi evharistično daritev doživljali v čutenju tistih redkih, ki so Jezusa spremljali pod križ. Jezusova pot odrešenja preko izdaje in montiranega procesa se v kakih odtenkih zdi celo manj strašna od mučeniške smrti tistih, ki se jih danes spominjamo. Pot odpuščanja svojim rabljem so zmogli ravno zato, ker so v agoniji smrtne groze prejemali Božjo pomoč in tolažbo. Ob vsem, česar se danes spominjamo, nam ostaja globoko spoznanje, da na tem svetem kraju molitve in Gospodovih daritev s srcem doumemo, da nas Gospod kliče po angelu sprave, da znova izrazimo svojo prošnjo s Slomškovo mislijo. Domovina, bodi nam kakor mati. Zraven pa ne pozabimo, da je Jezusova molitev na križu: Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo, najmočnejše zdravilo za te, vedno znova odpirajoče se rane nas vseh, ki živimo iz dediščine naših prednikov. In kaj je bolj na mestu v tem trenutku kot to, da izpovemo vero v trojedinega Boga. Verujem enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je z očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen, neustvarjen, enega bistva z očetom, in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se utelesil po svetem duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen.
in tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici očetovi in bo spet prišel v slavi soditi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca in v svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in v eno sveto, katoliško in apostolsko cerkev priznavam en krst odpuščanje grehov in pričakujem stajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen. Bratje in sestre, spomnimo se tistih naših rajnih, ki še ne uživajo nebeške sreče in so naše pomoči potrebni. Goreče prosimo zanje. Prosimo za slovensko cerkev, naj po zasluženju tolikih mučencev iz duhovniških vrst in trpljenja škofov Rožmana in Vovka vedno ostane branilka resnice. Prosimo, da usliši nas. Prosimo Rožnovensko Mater Božjo, da Slovenci ne bi pozabili, kar so nam izmolili in dali naši starši, da smo Marijin narod. Podpirajmo poštene voditelje, ki si prizadevajo za dobro slovenskega človeka, naj kljub pritiskom in grožnjam vztrajajo. Samo Bog ve, kako smo v družinah pomorjenih desetletja molče prenašali krivice, poniževanja, drugorazrednost. Naj Sveti Duh prevetri drago Slovenijo, da dosežemo Božje usmiljenje in blagoslov našim družinam. Naj iz njih izidejo tudi duhovni poklici. Na svetu je toliko gorja, krivic, trpljenja, neznanih bolezni, vojne, trpijo otroci in nedolžni in toliko je greha. Ne živimo po Božjih zapovedih, ne držimo se Božjih odredb. Naj se Gospod usmili zapeljanega, grešnega, ranjenega sveta. Prosimo za Slovence po svetu in za mejske Slovence, naj ostanejo zvesti Bogu, slovenski pesmi in besedi. Kar oko ni videlo in uho ni slišalo, je Bog pripravil njim, ki ga ljubijo. Naj to lepoto in srečo in mir in svetlobo uživajo naši pomorjeni očetje in mladi fantje. Prosimo še za vse, ki so trpeli v teharskem taborišču in bili pomorjeni po širšem celjskem območju, za vse nepokopane in prekopane, za vse žrtve vojne in revolucije, naj počivajo v Božjem miru. Usmiljeni Oče, sprejmi naše molitve, žrtve in dobra dela za naše rajne in jim skaži svojo neizmerno očetovsko dobroto. Ljubeče skrb Jezusa, dobrega pastirja in Svetega Duha posvečevalca, da se bodo v tebi veselili vekomaj.
Molimo, bratje in sestre, da Bog naš nebeški Oče sprejme to našo skupno daritev. O Bog, naši rajni bratje in sestre počivajo v Kristusu. Sprejmi to daritev, da bodo po njej rešeni vezi smrti prili večno življenje. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se tebi, sveti Oče, vedno in povsod zahvaljujemo. V tebi živimo, se gibljemo in smo. Vsak dan okušamo darove tvoje dobrote in že na zemlji imamo poroštvo večnosti. Prijeli smo namreč prvine Svetega Duha, po katerem si obudil Jezusa in trdno upamo, da bomo nekoč po našem Gospodu Jezusu Kristusu uživali neminljivo veliko noč. Zato se ti zahvaljujemo in z angeli oznanjamo tvoja velika dela ter pojemo. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato te zbrani na prvi dan tedna, ko je Kristus vstal od mrtvih, prosimo, posveti po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere.
Oče, spominjamo se Kristusove smrti in stajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelij zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. Spopolni v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našimi škofi in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje. Posebej ti priporočamo vse žrtve teharskega taborišča, tukaj umrle ali pobite, ali odpeljane na druga morišča. Ti priporočamo vse žrtve nasilja med drugo svetovno vojno in po njej. Daj jim, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se pa tudi nas vseh. Pomagaj, da bomo delali za spravo in mir. Daj, da bomo enkrat v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, z njenim ženinom svetim Jožefom, z apostoli, svetim Martinom, blaženim Antonom Martinom Slomškom in Alojzijem Grozdetom in vsemi, ki so živeli v tvoji ljubezni. In te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Naš odrešenik nam naroča, Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesi, posvečen boži tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoje je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, ti sprejemaš naše rajne v srečo večnega življenja. Ne glede na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir bodi vedno z vami. In s tvojim duhom. Stisk rok nam je v tem času nekako onemogočen. Ni pa nam onemogočeno, da drug drugega obdarimo z lepim, prijaznim, dobrohotnim pogledom, ljubečim pogledom, ki prinaša mir. Izročimo to drug drugemu. Amen.
Poglejte, tu je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na jagnjetovo gostijo. Sveto obhajilo bomo delili na 3 mestih, tukaj spredaj, sredi cerkve in spodaj pri izhodu, ali če so še zunaj, lahko tudi tam, tako da vam ni treba prihajati bliže, bomo prišli mi blizu vam.
Molimo. Dobri Oče, obhajali smo skrivnost našega odrešenja. Ta zakrament naj nam pomaga k zveličanju našim rajnim, pa podari odpuščanje grehov in večni mir. Po Kristusu našem Gospodu. Preden zaključimo cerkveni del današnjega srečanja, se želim kot domači župnik lepo zahvaliti najprej upravitelju škofije gospodu Roku za darovano sveto mašo in spodbudne besede v pridigi, duhovnikom, ki ste sodarovali sveto daritev, vsem sodelujočim pri bogoslužju, mešanemu pevskemu zboru župnije Teharje, ministrantom, bralcem in vam, spoštovani gospod predsednik vlade in vsi navzoči za vaše sodelovanje. Zahvalim se krajevni skupnosti Teharje za njen delež pri organizaciji in pripravi vsakoletnega srečanja. Mi smo bili pripravljeni, smo imeli tudi za na grobišču, ampak zadnji čas je potem prišla sprememba. Lepo se zahvalim gasilcem z Teharja za pomoč in urejanje prometa. Se lepo zahvalim vsem našim ključarjem in drugim, ki so pomagali in pripravili. Zahvalim se za ozvočenje Rezarjevim in vsem drugim, ki ste bili kakorkoli v pomoč. To naše srečanje je vedno tudi molitev za spravo. Že 11 let se kot župnik tudi tukaj trudim v molitvi za spravo in vabim ne samo na ta dan. Tukaj imamo vsako prvo soboto v mesecu po večerni maši molitev za spravo, pa tudi vse druge vas vabim, da se kdaj pridružite, če ne tukaj, pa doma, saj Bog sliši vposod. Naj povem še to, da si lahko ogledate cerkev Svete Ane, če boste želeli. Danes imate malo več časa in možnosti. Od tam je tudi lep pogled na grobišče Teharje in o poti od Svete Ane do grobišča je že nekaj let postavljen križev pot in o priložnosti je tudi lepo, če lahko bodisi osebno ali skupaj še s kom greste po tej poti križa z molitvijo. Zahvalim se tudi sredstvom obveščanja, ki boste današnjo sveto daritev in misli izražene v tem posredovali tudi drugim, da bi slišali, čutili in delali za spravo. Sedaj pa vas povabim, da bi skupaj zmolili tole molitev, ki jo boste tudi videli na panoju. O Bog, ti si Oče vseh ljudi in želiš, da bi vsi prišli do spoznanja resnice in se zveličali. Boli te, ko se ljudje med seboj izključujemo in sovražimo. Še zlasti, če si jemljemo osnovne pravice ali celo življenje. Prosimo te za vse žrtve vojnega in povojnega nasilja. Daj pokojnim večni mir, daj živečim, da bi se med seboj spravili. Daj, da žalostna preteklost ne bi obremenjevala sedanjosti in prihodnosti. Daj, da bi raslo vzdušje odpuščanja in medsebojnega zaupanja. Saj ti si naš skupni Oče in tvoj Sin Jezus Kristus
je daroval svoje življenje za vse. Prosimo te, podeli nam spravo po njegovem zasluženju. Amen. Po končani sveti maši bo še sledi program, ki ga je pripravila Nova slovenska zaveza, pa boste pristopili temu. Gospod z vami, blagoslovi na vas Gospod in vas varuje. Razjasni naj svoj obraz nad vami in vam bodi milostljiv. Obrne naj svoje obličje k vam in vam da svoj mir. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Idimo v miru. Dragi teharski romarji, dragi vsi, ki smo se zbrali, da bi presegli plitvine vsakdanjega življenja in se v spominu združili z našimi teharskimi žrtvami. Lepo vas pozdravljam vse v imenu Nove slovenske zaveze. Pozdrav in zahvala najprej gospodu upravitelju Celjske škofije, ki je daroval sveto mašo, in teharskemu župniku. Oba sta širokogrudno sprejela pod streho današnjo slovesnost. Pozdrav gospodu predsedniku Vlade Republike Slovenije in članom državnih ustanov. Poseben pozdrav, topel in prijazen, pa romarski skupini in skavtom, ki ste po tradiciji prišli peš iz Celja po poti, ki so jo med udarci in pljunki prehodile teharske žrtve. Posebej tisti mladi, ki ne želite, nočete pozabiti nedolžnih pobitih,
ki nočete izbrisati svoje umeščenosti v zgodovino in s tem dela sebe in s tem mislite drugače kot večinski tok. Vi ste tisti, ki ste resnično drugačni. To ni lažna drugačnost, ki jo napihujejo mediji večinskega toka in ki hoče biti danes tudi pri nas večinska ideologija, ampak ste s takšnim mišljenjem, spominom na zlo in dobro, na trpljenje in zvestobo teharskih žrtev, ste resnično temeljno drugačni mladi ljudje in vam prav poseben prijateljski pozdrav. Naša 31. teharska slovesnost poteka letos drugače. Odgovorno smo se podredili javnemu redu in ko smo videli, da predpisanih ukrepov ne bomo mogli dosledno izpolniti, smo tradicionalno slovesnost v spomenskem parku odpovedali. Upamo, da bodo službe, ki varujejo javni red, enaka merila uveljavila tudi za tiste, ki se včasih postavljajo nad zakon in širijo okužbo. Toda dobro je, da smo letos tukaj v cerkvi svetega Martina na Teharjah, v župniji, odkudar so teharske žrtve slišale farne zvonove, edini stik, ki so ga imeli z zunanjim svetom, tudi stik, ki je vodil navznoter v duhovni svet in jim dajal moči. Upamo tudi lahko, da bo težaven splet pravnih problemov, ki zadržuje dokončno ureditev teharskega spominskega parka, kmalu razrešen in bo teharski spomenik s parkom dostojno in pravilno umeščen v slovenski narodni spomin na pravo mesto s pravo vlogo. Naposled še zahvala vsem, ki ste današnjo teharsko slovesnost obogatili s sodelovanjem, pomočjo, zlasti pa lepo glasbo in vsebino. Poje nam mešani pevski zbor župnije Teharje pod vodstvom Manice Godec. S solističnim nastopom bo nastopil Primož Krt, nagovoril nas bo Marko Jerman, sin rešenega domobranca. Vsem Bog povrni z dobrim. Kakor vedno na naših slovesnostih ne ploskamo. Sodelujoči vedo, da smo jim hvaležni. Na koncu bomo zapeli pesem Moja domovina in odšli domov v veri, da so nam naši pokojni duhovno blizu in da nas vsak čas vabijo k človeški in krščanski popolnosti. Oh
nad mano bo sijal. Jaz pa bom pomlad naprosil, jaz pa bom pomlad naprosil, jaz pa bom pomlad naprosil. Naj gre mimo mojih tal. Naj gre mimo tvojih tal. Sem stopam, da pred vami zdaj zapel bi zgodbe svoje. Človek, ki v življenju gloje noč in dan, ga muka izredna, kot samotna ptica bedna, se tolaži, ko zapoje. Prosim vse svetnike v nebu, naj v pomoč mi prihitijo, naj mi misli v red zvrstijo, ko zapel bom zgodbe te, naj spomine mi sveže, razumevanje bistrijo. Dragi prijatelji, vsi prav lepo pozdravljeni. Pred 75 leti, v času, ko je svet z grozo odkrival strahote Auschwitza in drugih nacističnih taborišč, je tukajšnje koncentracijsko taborišče začelo s svojim zločinskim poslovanjem. Opuščene nemške kasarne je nova revolucionarna oblast uporabila za poslednje zbirališče tistih, ki so obtoženi izdajstva in kolaboracije morali umreti. Od tukaj so jih vozili partizani na bližja in bolj oddaljena morišča in svoje zločine prikrili s tonami in tonami industrijskih odpadkov, betonskimi pregradami, miniranjem brezen in zaroto molka. In 75 let laži. Da je bil veliki zločin načrtovan, priča Titov nagovor iz balkona Ljubljanske univerze, v katerem je kar sam napovedal masakr, ki so ga potem revolucionarji izvršili. Med tistimi, za katere na tem svetu ni bilo več prostora, je bila domobranska vojska, ki se je, potem ko je v njeni poslednji bitki porazila partizane v Borovljah, izborila pot čez Dravo. Skupaj s civilisti, ki so bežali pred komunističnim nasiljem čez Ljubelj, so se domobranci zatekli pod varstvo Angležev, ki so že zasedli Koroško. Niso bili vojni ujetniki, to so bili begunci. A za Angleže le valuta, s katero so plačali Titu za umik partizanov iz Koroške. Pod pretvezo, da bodo begunce premestili v Italijo, so Angleži prodane domobrance in civiliste nalagali na vlake in tovornjake in jih transport za transportom predajali partizanom, ki pa so jih prek meja vozili v smrt. Ene skozi karavanke v Škofjo Loko, Šentvit, Kočevski Rok, druge prek Pliberka, Dravograda, Velenja, kasneje prek Maribora, sem na Teharje. Med izdanimi in prevaranimi je bil tudi moj oče, še ne 25-letni fant.
Partizani so njegovo četo od Angležev prevzeli 28. maja zvečer v Pliberku. Nato so jih z vlakom prepeljali do Slovengradca, kjer so čakali brez hrane 3 dni. Tam je bilo zbranih okoli 3000 oseb, vojakov in civilistov, tudi žene z otroki. Že 30. maja so partizani odbrali oficirje in jih odgnali. Postrelili so okoli 50 častnikov. Sledil je prevoz do Mislinje, od tam pa peš proti Velenju, kajti železniška proga je bila razdrta. Ko so korakali skozi temno sotesko Huda luknja, je moj oče skočil iz vrste in se po hudourniški strugi povzpel do gozda nad tesno dolino in ušel. A svoboden je bil le nekaj dni. Prijatelj, ki je z njim pobegnil, je bil ujet in je verjetno povedal, da je z njim ušel Frank Jerman. Tako so ga partizani spet prijeli na domu. Ne bi ga dobili. Ako so grozili, da bojo družino postrelili in zažgali hišo, je stopil iz skrivališča in se predal. Zaprli so ga v Domžalah, v šoli, kjer je bila prej domobranska postojanka. Po le nekaj dneh mu je uspel pobeg iz zapora in kmalu je bil spet na Koroškem. Dvakrat se je potem čez hribe še vrnil domov. Prvič, že septembra 1945, pospričevala in povod nahrbtnik knjig za gimnazijo, ki je pod vodstvom ravnatelja Marka Bajuka začela delovati v taborišču Pegec. Tam je tudi maturiral. Zadnjič se je vrnil v Slovenijo septembra 1946. S prijateljem sta še 3 fantom pomagala zbežati v Avstrijo. Ker sem prej omenil, da so bili domobranci obtoženi izdajstva in kolaboracije, dovolite kratko razmišljanje o nekih kolaboracijah. O partizansko-angleški sem že govoril. Kolaboracija je tuja beseda, ki ima popolnoma enakovredno pristno slovensko besedo, sodelovanje. A zgleda, da se v našem prostoru uporablja izključno za protikomunistično stran in to v najbolj slabšalnem pomenu. Avgusta 1939 sta Nemčija in Sovjetska zveza v Moskvi podpisali pakt o nenapadanju, znan kot pakt von Ribbentrop-Molotov. V resnici je bil to pakt o napadu in razdelitvi Poljske, kar se je tudi takoj zgodilo. Teža te pogodbe je bila veliko večja. Nacistična Nemčija si je od Sovjetske zveze zagotovila 1 milijon ton žita, skoraj 1 milijon ton petroleja, od tega 100 000 ton letalskega goriva, jekleno rudo, mangan, bombaž in varen hrbet. V zameno je Sovjetska zveza dobila motorje za letala, torpede, mine, načrte za bojne in tovorne ladje in prosto roko na Finskem, v Estoniji, Litvi, Latviji in Romuniji. Hitler se je potem mirno lahko spravil nad Zahodno Evropo in si jo kmalu podredil. Komunistične partije po celem svetu so prenehale s protinacistično propagando in zagovarjale mir z Nemčijo za vsako ceno. Sredi nemškega bliskovitega napada na Francijo je Maurice Thoré, vodja francoske komunistične partije, iz Moskve prek radijskih valov pozival francosko vojsko, naj se ne upira nacistom. Komunisti so tako postali okupatorji in kolaboranti. Okupatorji so ostali do sesutja Sovjetske zveze,
Kolaboracija z nacisti pa je trajala skoraj 2 leti. In kako je bilo s komunisti v deželah, ki jih je zasedla Sovjetska zveza? Tisti, ki so imeli Sovjete za okupatorje, so bili od bolševikov kruto zatrti. Ostale lahko označimo za izdajalce in sodelavce okupatorja, saj so svoj narod podredili ideološki domovini Sovjetski zvezi. Znan je primer poljskega pesnika, kasneje Nobelovega nagrajenca, ki je iz sovjetske Poljske prebegnil pod nemško okupacijo, ker je bilo tam bolj varno. Seveda so nacisti komunisti preganjali. Še več, Hitler je z njimi v Nemčiji že prej brutalno obračunal, kar Stalina očitno ni preveč prizadelo. Tudi slovenski komunisti so slepo sledili genialnemu vodi naprednega in razsvetljenega delovnega ljudstva. Ko je Nemčija zasedla Jugoslavijo, je naci-bolševiško pajdaštvo še trajalo. In to do napada Nemčije na Sovjetsko zvezo 22. junija 1941. A takoj po okupaciji so naši komunisti zaslutili priložnost za revolucijo in prevzem oblasti. Umori uglednih ljudi, celo družin, so se kar vrstili. Ubogi, verni in delovni slovenski narod se je znašel na okupatorskem nakovalu. Po njem pa je tolklo bolševiško kladivo. Šele ko je število komunističnih umorov za 2-krat preseglo evangelskih, ne pravim 7-krat, ampak 70-krat, 7-krat, so nekateri rekli, mi se bomo branili. To je bil začetek vaških straž in kasneje domobranstva. Da nekdo svoj razkosan in okupiran narod napade in terorizira z namenom, da se napadeni brani in se v skrajni stiski obrne na zasedbeno oblast, na to pa ga zaradi tega obtoži izdajstva, je perverzno. In prav to je storila komunistična partija na čelu Osvobodilne fronte in kronala svojo revolucijo s končno rešitvijo, povojnimi poboji. Danes, 30 let potem, ko se je porušila komunistična utopija, se še trudimo, da bi se vrnili v kulturni prostor, iz katerega so nas pred 75 leti nasilno odpeljali. Zgleda, da je pred nami še zelo dolga pot. Ideološko-medijsko-finančna oligarhija se je brez večjih težav pretihotapila iz totalitarizma v demokratične strukture nove države Slovenije. Celo okitila se je z imenom, ki daje slutiti, da namerava obvladovati naše 21. stoletje. Iz ruševin, ki so jih za seboj pustili napredni socialni inženirji, se širi moralni relativizem in preti samim temeljem naše civilizacije. A kamen, ki so ga ti zidari zavrgli, je postal vogelni kamen. V poletnih dneh 1945. leta, ko se je po Sloveniji stopnjevalo nepredstavljivo nasilje, so se v taboriščih v Avstriji in Italiji slovenski begunci, kar jih je ostalo, hitro prilagajali novi stvarnosti. Izgubili so domovino, imetje, očete, brate, ljubljene. Ohranili so življenje.
vero, narodno zavest, dostojanstvo. Pridobili so svobodo. V 3 letih v taboriščih, povezani v skupni žalosti in molitvi, so ustvarili mali čudež, ki bi lahko bil zgled za vsa begunstva. Iz nič je na majhnem prostoru zaživela mala Slovenija, ki se je leta 1948 razpršila po svetu. Nekateri so ostali v Evropi, veliko jih je šlo v Združene države in Kanado, kakšnih 7000 pa v Argentino, med njimi tudi moj oče in moja mati. Spoznala sta se v Buenos Airesu šele nekaj let po prihodu v Argentino. Širom po svetu, v različnih deželah so se ti virni, delovni in pošteni ljudje kmalu opomogli in nadaljevali s tem, kar so začeli v begunskih taboriščih. Vzniknila je Slovenija v svetu in se bogato razrasla. Sebi in novim domovinam v prid. V to široko domovino smo se rodili njihovi potomci, državljani različnih držav, a vedno Slovenci. Kjer rod je moj, kjer sin je tvoj, tam si Slovenija, poje naša himna. Tam že raste 4. rod dedičev tistih, ki so bili po vojni doma obsojeni na izbris. Generacija, ki počasi odhaja, nam zapušča svet vzgled vere, zvestobe, delavnosti, doslednega pričevanja za resnico. Slabo je znala obrniti v dobro. Neizmerno težo križa, ki je bil usojen, je potrpežljivo nosila in bolečino darovala v zadostitev za hude zločine, ki še vedno obremenjujejo naš narod. Verjamem, da je podobno ravnala tudi tista tiha množica, ki je ostala doma in še žalovati ni smela. Vem, da je njej bilo še težje. Na nas je, da ne pozabimo na vse te ljudi brez imena, ki so tukaj in na mnogih krajih po Sloveniji z molitvijo na ustnicah premladi odhajali v smrt. Danes arheologi odkrivajo to, kar so ideologi dolga desetletja skrivali. V zdomstvu pa smo vse skozi vedeli. Zgodovine ne moremo spremeniti, zgodovino moramo šele spoznati. Za konec dovolite, da malo argentinske kulture pluskne čez ocean na ta posvečeni kraj spomina. Iz pesnitve Martin Fierro sem izbral 4 kitice. Uvodni 2 sem povedal na začetku, zaključil bom z zadnjima 2. Pesnitev je sestavljena iz 33 spevov, kitic je 1204. V celoti jo je v slovenščino prevedel in prepesnil Tine Debeljak. Bogato opremljena od slovenskih umetnikov, tiskana v slovenski tiskarni, podprta od slovenskih mecenov, je knjiga izšla v Buenos Airesu pred 50 leti. Iz hvaležnosti in spoštovanja do moje rodne zemlje in tudi zato, da vsaj malo začutite, v kakšnem jezikovnem okolju se je znašlo toliko Slovencev, bom zaključil najprej v izvirni španščini. Es la memoria un gran don, calidad muy meritoria,
Y aquellos que en esta historia sospechen que les doy palo, sepan que olvidar lo malo también es tener memoria. Mas nadie se sienta ofendido, pues a ninguno incomodo. Y si canto de este modo por encontrar lo oportuno, no es para mal de ninguno, sino para bien de todos. Inše po slovensku. Velik dar spomin je dober, med največjimi na sveti. V zgodbi moji prizadeti, morate mi oprostiti, naj se ve, zlo pozabiti tudi je spomin imeti. In naj ne bo nihče užaljen, moj namen je bil res čist. Ni vodila me zavist, pev zato sem, ker se zdi, da nikomur v škodo ni, temveč le vsem v korist. Pridem do zadnje, postaje življenja. Bom srečal tebe, začetek življenja. Ko dan mi ugasne in noč me pokrije, bom srečal tebe, začetek življenja. Zvonovi zvonijo, domov si želimo, kjer je mir in kjer je Gospod. Zvonovi zvonijo,
Hvala vsem za obisk in sodelovanje. Če kdo potrebuje za sanitarije, so odprte prostori v dvorani, Martinovi dvorani. Hvala. Pri izhodu pa boste si lahko tudi vzeli zloženko v naši župniji, kjer je tudi zapisana molitev, ki smo jo prej skupaj zmolili.